Dragi prijatelji narodno-zabavne glasbe, lep dober večer vam voščim. Vesel sem, da smo ponovno skupaj v dobri družbi narodno-zabavne glasbe, ki je nekaj, česar Slovenci ne damo, česar se zavedamo in kar imamo predvsem radi. Z vami v vaši družbi bomo do nekaj minut čez 9, s samimi dobrimi, prekaljenimi glasbenimi mački. Že kar na začetku pozdravimo naše prve goste. Slovenski zvoki bodo z nami in Daj mi srce. Dober večer. Takole, že kar na začetku vas lepo povabim na naša socialna omrežja. Najvižja ima od zdaj naprej tudi Facebook profil, kjer objavljamo same zanimivosti in kjer objavljamo tudi mogoče kakšno nagradno igro v nadaljevanju. Vabljeni ste seveda, da ostanete v naši družbi tudi danes v oddaji. Pričakujemo seveda vašo podporo in veselje do konca. Poklicali nas boste lahko seveda tudi v studio in si priborili en album članov ansambla Slovenski zvoki, ki jih kar zdajle lepo pozdravljam v naši sredi. Grem pa tule, kjer se najboljš počutim. Zdravo, Tadeja. Zdravo. A je res, da je strup v majhnih stekleničkah?
Ja, sigurno. Sigurno. To drži. Iz prve roke povem. Iz prve roke. Kaj pa Bojan na to prav, glede na to, Ja, da je drži. direktor ansambla? Ja, drži, ja. Drži. Ja. Kar nekaj časa je od takrat, ko ste bili nazadnje tukaj, na DTV-ju. Ja, zdaj pa res je nekaj časa že minilo, ampak smo veseli, da smo zopet z vami. In tudi mi, ker lahko poveste kar nekaj novega, kaj se z vami dogaja, ki gostujete. Kar nekaj se dogaja, no zdaj so se začeli špili, tako da bolj špilamo, malo manj zdaj mogoče delamo v studiu, prej smo malo posneli, pripravljamo že naš 9. CD, pripravljamo se tudi za turnejo v Ameriki, ki gremo letos opet septembra, tako da se kar dogaja tako. Spet, super, za meje Slovenije. Se pravi, 9. zgoščenka, danes bomo podelili katero? 8. Tako, zadnjo tako. Ta zadnjo, tista, ki je bila pred kratkim najbolj sveža. Tako. Kaj bo rekel vodja ansambla? Greste kdaj po obvozu, greste kdaj po stranskih poteh ali je boljš iti počasi? Ja, če se da, tudi kako obvoz sekamo, ne, tako da drugače pa probamo peljati po pravi poti. Pa dajte ga še zdajle. Fanti obvoz, ne? Ja. Tadeja predlaga obvoz, kaj pa pravijo drugi člani, čisto na drugem koncu studia, gremo še sem le malo vprašati. Kaj, greš raje po stranskih poteh ali direktno? Jaz, ki veliko vozim, po Sloveniji ni nekih obvozov, ampak po tujini pa kar najdemo, kakav asfalt. Če greste za našo mejo, kjer je dostopno po 4 kolesih, s čim se odpravite? Na obvoz. Na obvoz? Pa kakšno prevozno sredstvo potem zberete? Ponavadi kolo. A kolo? Ja. S kolesom, na primer, v Avstrijo? Ne, to ne. Mi smo bliz Hrvaške, pa kar na hrvaško stran. Ja. Kaj pa potem v Ameriki? Mogoče si naši gledalci ne predstavljajo, ko prideš ti na eno turnejo. Kako tam zgleda? Prideš z letala in potem te vsi pričakujejo? Ja, priješ z letala, potem pa še z avtom, kar je par ur na mesto, potem pa vsak dan, po 200-300 km vsak dan. Se predstavljaš. Naporna pot.
Ja, zelo, ja. Biti s teboj je naslednji komad, zdaj grem kar do Bojana. Si še vedno s prvo izbranko? Ja, še vedno s prvo. Pa mislim, da še bom en cajt, ja. Boš, ne bo zgorela hiša. Ne, ja, upam, da ne. Kaj pa se je dogajalo na prvem zmenku? Ja, na prvem zmenku je bilo vroče, res, ja. Je iskre Je bilo metalo. vroče. Tako, ja, z mojo Tino, ko smo bila prvi skupaj, je malo preveč zakuril takrat, ker smo bila na vikendu našem in majčke po zimi je bilo za Miklavža, pa smo malo preveč zakuril in nekaj ni bilo pri dimniku tudi dobro narejeno in je pač začelo goreti, ampak smo bila midva tako hitro, da smo to vse pogasila. Naj vam svetijo iskre sreče, iskre veselja še naprej, saj ostajajo dobri prijatelji, predvsem z dobro narodno zabavno glasbo, kateri so dali značilni kvintetovski prizvok. Slovenski zvoki, biti s teboj. Besedilo Romaneca Futa, glasba in aranžma Bojana Lugariča, ki je z nami seveda tudi danes v studiu, ampak jaz grem zdajle do Tadeje. Že na začetku smo razčistili, da je strup v majhnih stekleničkah in glede na to, da si izmed vseh ansamblov, ki jih gostimo tukaj v najvižji, v bistvu najbližje naši hiši, imamo danes za tebe en preizkus. Pa verjamem, da ga boš odlično opravila, saj si kar dobra poznavalka narodno-zabavne glasbe.
Ja, no, recimo, ne vem, če sem glih, ne vem, kako dobro, no. Probajmo. Probajmo. Ja. No, ampak lahko se pohvališ, da si zmagala v kvizu o narodno-zabavni Kdo ve glasbi več, ja. proti velikanom v bistvu. A ne? A ne? A ne? Fajn si jih. To pa je bilo Fajn zmaga. Pa, a veš, da si, Bojan, nisem predstavljal, da je Tadeja tako redko besedna. Ja, se ni drugače. Ni drugače, To je ne? samo tu. Ni drugače. Ok, izziv zate, oziroma za tvoje fante. Zdaj le kmalu vaju bom prosil, Bojana in tebe, da se nam pridružita za mizo, kjer bomo podelili album, tako da vi pripravite svoje telefone. Vsem drugim, ostalim članom, ki ostajate, pa dajem tole nalogo. Vsak do konca oddaje pripravi eno vprašanje za Tadejo. O narodno-zabavni glasbi. Karkoli. Slovenija te je preizkusila. A so te preizkusili že tvoji fantje kdaj takole? So te že kdaj kaj vprašali, če veš, pa so se mal Ne, bodli s to tabo? ne, ampak jaz mislim, da sem dokazala, ne, da vem, vse sem zmagala. Si dokazala. Evo, ampak meni se zdi, da bo... Lej, poglej, kako imajo To bi navihane znala obraze. biti zelo zanimivo vprašanje, mogoče sicer ne za tule v eter. Evo, zelo navihane obraze. Aha, tule grem vprašati. Je že kaj v glavi, ne? Je že kaj v glavi. Joj, veliko, samo ne vem, koliko. Veliko. Bo zbral enega do konca oddaje. Bom. Super, odlično. Evo, slovenski zvoki ostajajo v naši družbi takoj po temlem komadu, ki vam ga še podarjajo. Vi pa le telefone zapišite si telefonsko številko 03897 0770. Na tej bomo dosegljivi, da nas pokličete v studio, pozdravite in nam zaželite kaj lepega, če ne drugega. Zadnjič pozno v noči sem ubiral pot domov. Bila je polnoči, ko šel sem prek gori. A glej ga šmenta, hodim urce že debele 3. A doma pa še ni in ga še ni. Dejal sem, oje Janez, moj preveč si ga popil. Preveč se veselil, glej pot domov zgrešil. A kaj ko žlahto vince, včasih je tako sladko, da hodim le težko, tako težko. Zadnjič pozno v noči sem ubiral pot domov. Bila je polnoči, ko šel sem prek gori. A glej ga šmenta, hodim urce že debele 3. A doma pa še ni in ga še ni. Juhej, saj vince rujno je, veselo je srce, ko vince gre v peti. Zato pri vinčku prav rad posedim, se v družbi veselim. Juhej. Dejal sem, oje Janez, moj preveč si ga popil. Preveč se veselil, glej pot domov zgrešil. A kaj ko žlahtno vince, včasih je tako sladko, da hodim le težko, tako težko.
daš Abrahamu oči. Saj ne vem, če naj trpim ali naj se veselim, ker se kmalu srečala bom z njim. Bi morala bolj resna biti, svojo razigranost skrit in obnašati primirno litom se. V meni pa vražički so, radi mi nagajajo, kot takrat, ko sem bila dekle. Je Abrahamka naša kot vino, ki zori, z mladostnim žarom stopa na pot prihodnosti, na mnoga zdrava leta ji družno kličemo, miru, ljubezni, sreče obilno voščimo. Taka kot moj avto, ki mu ne manjka nič. Mi sosedka zavida, ki ohranja kot hudič. Res huda je mašina, sem uletnik, ne pozna, porabi malo, pele pa se boš od novega. Bi morala bolj resna biti, svojo razigranost skrit in obnašati primirno litom se. V meni pa vražički so, radi mi nagajajo, kot takrat, ko sem bila dekle. Je Abrahamka naša kot vino, ki zori, z mladostnim žarom stopa na pot prihodnosti, na mnoga zdrava leta ji družno kličemo, miru, ljubezni, sreče obilno voščimo. Na mnoga zdrava leta ji družno kličemo, miru, ljubezni, sreče obilno voščimo. Evo, slovenski zvoki še vedno v naši družbi. Ravno smo s Tadejo govorili, da je hotela priti v našo družbo že prejšnji četrtek. Ja, jaz rada grem takole malo naokrog. Rada greš, prideš nazaj v studio najviše. Ja. Dosti gostujete po tujini, tudi letos se nazaj opravljate, kot ste že prej povedali. Kako se mogoče publika slovenska razlikuje od tiste v tujini? Ja, mi špilamo ne špilamo za zdomce, ampak špilamo za Američane v pivnici. V eni pivnici, pač nemški pivnici, pač kot nemški ansambl špilamo, oziroma nemško muziko. Tako da nimamo slovenske publike, ameriška je zanimiva, tudi drugačna se razlikuje od naše publike, res mogoče vsi se nekako bolj veselijo, kot pri nas. Pri nam se mi zdi, da ni več tega. Se mi zdi, da je tak tam, kot je bilo pri nas pred 10-15 letami. A se ti zdi, da trio zasedbe prihajajo zdaj na tržišče? V Sloveniji vsekakor, vedno je tudi kak kvintet, ki kaj naredi dobrega. Drugače pa v ospredju so pa trioti, ker jih je pač tudi dosti več. Ne? Veliko albumov ste izdali, kar smo že seveda tudi povedali na začetku, kar vedo tudi naše gledalke in gledalci, ki bodo zdaj poklicali kmalu in bomo tudi kaj lepega podelili, 8. ta zadnjega. Tako, daj mi srce je to. Ni težko takole ansamblu ustvarjati nove komade zgoščenke, če pa v bistvu imaš studio doma? Ja, to je največji problem. Zakaj? Ja, glede na to, da imam studio, bi lahko vsako leto najmanj en CD naredili, ampak zdaj prej smo ga naredili vsako leto, ko nisem studio imel, zdaj pa tam približno na 3 leta delamo.
Ja, kaj pa vem, nekako si kar čas ne vzamemo, ne, se bomo. Pač takrat, ko smo hodili drugam snemat, se je termin zmenil, pa smo tisti termin mogli pač iti snemat, ko smo se ga zmenili, ne. Zdaj pa kar predstavljamo, pa se kar menimo, pa pol včasih rečemo, bomo drug teden, pol pa to mesec mimo grede okrog. Glede na to, da v tvojem studiu snema ogromno, če ne celo vsi narodno-zabavni ansambli Tako Slovenije, veliko, ja. Kaj ugotavljaš, če potegneš črto? Si imel kdaj toliko časa, da si kaj študiral? Kateri delajo dobro, kateri slabo? Kam se narodno-zabavna glasba mogoče razvija? Kam gre? Ja, zdaj, če po črto potegnem, jaz niti veliko ne primerjam, ne, ker vsak nekaj naredi, ki je dobro, mogoče res, ki kakva izjema, ki je mogoče boljše bi bilo, da pospravi inštrument, ampak to so redki, recimo, drugače pa vsak ima nekaj svojega, nekaj zanimivega, tako da ne morem reči, jaz nobenega nimam za slabega muzikanta, oziroma tako sem rekel, mogoče kako izjemo, drugače pa ne ocenjujem jaz muzike na tak način. Pač nekdo pač malo slabše igra, ima pa mogoče obnašanje boljšo držo, boljši nastop, nekdo boljše igra, ima slabši, čisto odvisno, tako da jaz vse skupaj gledam tudi dosti, ne samo tisto, kaj kdo odigra, ne. Slovenski zvoki ste znani po zelo kvalitetnem show programu Tadeja. Tudi, med drugim. Aha, ja. Ja. Zdaj te bom pustil, da govoriš. Aha, no, lahko povem, ne, da imamo veliko likov, ki prihajajo iz raznih dežel Evrope in sveta. A povem, kateri? Te vse zanima? Mene vse zanima. Ja, pride najprej Godba, Pišečka, ne? Tako. Potem Požrešekov Mihač, potem iz Mexico City Meksikanci, potem tudi Liza Minnelli iz New Yorka, Wow. Čistilka Zlatka, se počisti, pripravi za naslednjo točko, potem Jolandika. A je treba iti tudi show programu s časom naprej? Kaj nadgrajujete to sceno? Ja, Ali se držite baze, glede na to, da je zelo uspešna? ne, pač imamo ta šov že kar en čas, težko je kaj novega narediti, vedno pa kaj novega naredimo, kako točko, pa mogoče tudi kaj dodamo v te stare točke, ki jih imamo, ne, mogoče kaj obrnemo tako, da ni vedno isto, ne. Zanimivo pa je, da vsako soboto sami sebe gledamo in poslušamo pri show programu in vedno se smejimo, ko zmešani, kot da prvič poslušamo in gledamo. Vabljeni ste, da nas v tem trenutku pokličete, odpiramo telefonske linije 03 897 0770, da pokličete našo družbo, pozdravite muzikante, ki so z nami in prejmete tudi album. Kaj bo na 9.? Ja, na 9. se že ve, za par pesmi se že ve. Imamo pač ta valček, ki smo se letos predstavili na Polkin valček, včasih ljubezen pač mine, tako da ta valček bo sigurno na CD-ju, verjetno bo tudi nasloven CD. Včasih, humorističen komad, ne? tako imamo tudi eno zelo zanimivo dimnikarja, ki rad puca raufenke, tako humoristična, zelo fajna tudi, tako da imamo nekaj komadov že pripravljenih, no, oziroma imamo za cel CD pripravljene pesmi, posnetih pa že imamo tudi 4 komade. Termin rabimo v studiu, nič druga. Kaj pa v naravi, pred kamero, Spoti? spoti za Ja. ta komad ravno, ki Ja, ste govorili o dogovarjamo slovenski Polkin valčku? se. Sicer zdaj, kot je že prej rekel, sezona se je začela, časa bo bolj malo. Upajmo, da bomo še to stisnili not, pa da posnamemo. Lep dober večer, komu? Imamo telefonski klic. Ja, lep dober večer, Ivanka iz Tržiča, klicam. Wow. To pa je zelo daleč. Ja, A ste v redu? ja, sem v redu. Dajte, vprašajte jih kaj. Prosim. Vprašajte jih kaj. Ja, jaz bi rada vprašala, prav tako, z katerega konca so. Jaz že tokrat poslušala, pa najbolj me je pa Bojan seveda všeč, a ne samo Škoda, ki je že poročena. Drugač njihova glasba je pa res, mislim, enkratna, to ste sami profesionalci, sploh pa pevka. Ja, tako da me je Hvala, zelo všeč, hvala. da bi vas zelo rada slišala, kaj v Tržič pridete. A pridete kaj tja? Ja, prav Tržič ne, smo pa večkrat na Gorenjskem. Letos igramo tudi parkrat na Gorenjskem, enkrat smo, oziroma dve srede ali pa eno, se ne vem zdaj na pamet, smo pri Avseniku tudi, tako da to je blizu vas, ne, Begunje. Ja. Begunje, Pa seveda. našlo smo Evo, nekaj. preden odgovorimo, gospa, na vaše vprašanje,
A podelimo eno zgoščenko, tole 8. Lahko, ja. Lahko, a imamo kako posebno vprašanje? Pa po mojem ne bomo nič spraševali, ne bomo kar podelili. Glede na to, da tako Gospa oddaleč je take kliče pohvale gospa. dala, da tako. seveda dobi za Evo, to. gospa, zgoščenka je vaša, uživajte v teh melodijah Joj. slovenskih zvokov. Ja, najlepša hvala. Lepo se imejte in Ja. lahko noč in lep večer z nami še naprej. Ja, Lahko noč. hvala lepa. Lahko Slovenski zvoki prihajajo iz Rogaške Slatine, tam je sedež, drugače ste pa kar Tako. razklopljeni. Ja, sedež je pač v Rogaški, ker sem jaz iz Rogaške, pa ansambl je registriran v Rogaški Slatini oziroma v Spodnji Kostrevnici. Drugače pa ostali člani sta iz Brežic, Mirko, kitarist in pa harmonikar Jože. Zlatko je iz Vojnika, Boštjan je iz Hramš, Tadej je pa najbližje iz Velenja. Tadej je pa najbližje nam. Kar čez cesto. Koliko vaj je dejansko zdaj potrebnih, glede na to, da sta tako uigrana zasedba? Joj, to smo pa res tako slabi s temi vajami, no. Res jih zelo malih imamo, no. Lahko bi jih imeli več. Dobro, ampak imate smo toliko več uigrani, špilov. ja, in to, kar gre. Špil je baje najboljša vaja, tako Res pravijo. je, Res je. In verjetno se strinjajo tudi drugi narodno-zabavni ansambli, ki šele se vzpenjajo po svoji glasbeni poti. Jaz se vama najlepše zahvaljujem za tale pogovor, seveda vaju vabim, da ostanete v naši družbi do konca oddaje. Zdaj bomo pozdravili naš naslednji ansambl, ansambl Simona Gajška, bodo naša družba v nekaj prihodnjih minutah, še prej pa en video spot. Pozdravljamo Davorja od Unikatov, pozdravljamo, srce ne razume, uživajte. Karkoli vidim, kamor grem, na tebe spomnim se, ker časih skupaj sva počela vse. Naj bo cvet, kozarec vina, stolki prazen je, povsod mi manjkaš ti, pogrešam te. Ujeti hočem spet življenje, najti novo pot. A kaj, ko ti ob meni si povsod? Tvoje slike in darila, pesem najina. Na eni strani prazna postelja. Srce ne razume in resnice ne prizna. Ne more verjeti, da mi dva sva se razšla. Kot ogenj je želja, da se vrne, kar med nama je bilo. Bilo je, a nikoli več ne bo. Hočem spet življenje najti, novo pot. A kaj, ko ti ob meni si povsod? Tvoje slike in darila, pesem najina. Na eni strani prazna postelja. Srce ne razume in resnice ne prizna. Ne more verjeti, da mi dva sva se razšla. Kot ogenj je želja, da se vrne, kar med nama je bilo. Bilo je, a nikoli več ne bo. Bilo je, a nikoli več ne bo.
Veliko dobre glasbe ostaja v našem studiu, zato ste vabljeni, da ostanete z nami vse do konca oddaje. Pozdravljamo nove glasbene goste, ansambl Simona Gajška in Nihče ne ve. Takole, ansambl Simona Gajška v naši družbi, pa ne grem najprej do Simona, ampak kar do Mojce. Živijo. Kako si? Super. Odlično. Odlično. Fantje so se nekaj hecali na začetku oddaje, kaj naj svežega povem. Ne, ni res. Ni res, ni res. Ok, ne bomo odpirali te teme. Nekaj, česar nihče ne ve o vas, bi radi zdaj slišali. Kar nihče ne ve o nas. Ja. Fantje, mi boste malo pomagali? Nihče ne ve, tako lepo ste zdaj prepevali, pa me res zanima, mogoče kakšna podrobnost, nekaj takšna. A grem tale do kitarista, je bolj zgovoren? Mislim, da ne. Lahko pa greš. Bom kar tule ostal. Boš kar tukaj ostal, Ja. ne? Se bolje počutiš. A imamo kaj tajega? Pa mogoče kaj takšnega pripravlja ansambl Simona Gajška, česar še nihče ne ve? Ja, da nihče ne ve. V planu imamo proslaviti 15 let kot ansambla. Tako je? Ampak nihče ne ve, kdaj nam bo to ratalo. Evo, mogoče pa vam damo tukaj v studiu danes kakšno opcijo, kakšen zagon, novo energijo. Energije je dovolj, pa zagona tudi. Aha, Problem je časovno. Časovno, veliko igrate. Ja, tisto pa tudi, hvala Bogu, ja, precej. Verjetno zelo vesel, da po 15 letih še vedno delujete, še vedno pridno ustvarjate in si nabirate čim večji krog ljudi še vedno.
Ja, to je pa res, lahko rečem za sebe, ko sem bil v 15 letih na vseh špilih, niti enega nisem spustil, kjer je bil ansambel Simona Gajška. Lahko pa res rečem, da je 15 let minil tako, da je bil včeraj začel, ampak je pa zanimivo to, da imam pa res zdaj fajno ekipo, pa imam zagon tak, da bom zdržal še 50 let. Wow, Mojca, ha? Ja, res, ja. To pa je beseda. Najlepša stvar, ki si jo doživela. V ansamblu? Tako. Najlepša. Ja. Pa, vem, vedno mi je fajn zraven njih. Vedno ti je fajn. Ja. Vse je lepo. Vse je Hitro lepo. beži čas. Hitro. Bežijo tudi leta. Res je. Tako Tudi je. to, ja. Evo. Še en komad, ki ga nam podarjajo ansambel Simona Gajška, ki ostajajo tudi z naslednjimi v naši družbi. Danes je poseben dan v letu, ko praznuješ ti svoj praznik spet. Vse skrbi odvrci za trenutek, naj ta dan pod pesmijo preživ. Zapečuje muzikant raztegnil, razigrano že harmoniko. Na ves glas zavriskaj, da veselje bo čez 3 vasi odmevalo. Danes je poseben dan v letu, vsak toplo ti stiska že roko. Lepe želje vrejo med poljubi, naj se ti prav vse izpolnijo. Zdravje, sreča, smeh in dobra volja, naj ob tebi stopajo vse dni. S polno kupico rdeče kaplje, skupaj si nazdravimo vsi. Pa naj bežijo leta, kdo za to sekiro bi se le. Življenje ti obeta še veliko lepega, ni važno, koliko šteješ, važno, da po srcu si še mlad, saj ti si sonce, ki posije na pomlad. Ni važno, koliko šteješ, važno, da po srcu si še mlad, saj ti si sonce, ki posije na pomlad. Tako kot so v naši družbi ansambel Simona Gajška, je v naši družbi tudi že bil prej ansambel Slovenskih zvoki, ki prihajajo ponovno k nam. Grem zdaj na čist drug konec studija, da še tule malo povprašamo. Sodelujete na nek način tudi s slovenskimi zvoki oziroma z Bojanom? Ja, bolje rečeno. Z njim snemamo drugače glasbe, pač vse, kar lahko drugi tudi pač, no. Tako da lepo ustvarjamo. Zdaj glih mislimo na novem komadu. Wow. Kaj pa festivali? Ja. Števerjan. Števerjan 2016. Ja. Greste? Ja. V finale? Ne. Zakaj ne? Seveda, da ja. Bomo še videli. Držim pesti za vas. Je pa Bojan bil tudi vaš mentor, takrat, ko ste začeli? Ja, to je bilo od samega začetka. Tedaj še jaz nisem bil član, no. O tem bo lahko več vodja Simon povedal. Drugače pa vsi vemo, da je Bojan res odličen muzikant. Lahko vsaka stvar je dobrodošla, če kdo pove. Zdaj sem se mogel malo sprehoditi, da vidim tole odzivnost kandidatov, ki so v našem studiu. Kdo največ govori, pa se mi zdi, da grem kar nazaj k Simonu. Simon, če se ansambel ne bi imenoval po tebi, kakšno ime bi mu najbolj pristajalo? Koliko bi nam pristajalo? Ja, ne vem, veš, koliko je tak ti mu povedal, za nas je tak. Nam se fejs mudi, ko gremo v doma, rečemo na špil, za domov pa nikoli, tako da ne vem, ko bi lahko bili... Nikoli domov? Nikoli domov, ja. Ansambel nikoli domov. Kaj pa Mojci pomeni narodno-zabavna glasba? To pa zelo rad vprašam naše glasbene goste. Zelo veliko. To je v bistvu tako, kako bi rekla zdaj temu, veš, to me vedno... Težko vprašanje. Težko vprašanje, Ja. res je težko Ja, vprašanje. težko. To lahko rečem, da to je v bistvu sicer dam vedno na prvo mesto svojega sina in svojo družino, to je pa lahko rečem kar na druge mesto. Glede na to, da ste skupaj dosti že 15 časa. let, v bistvu še Simon je moj brat celo, ne, tako da si že v bistvu tudi od malih nog smo v muziki, ker so tudi oče in mami sta zelo rada bila v muziki, tudi stari oče, tako da
nas skozi povezuje neka glasba. No. Tako da upam, da bomo tudi še naprej. Ne? Verjamem, da boste, seveda. Od finala Števerjana naprej. Drži. Ja, res je, leta 2012 smo bili tudi nagrajeni. Tako da, če bo letos vse pol toliko uspešno, bomo kar zadovoljni. Super. Ostanete z nami. Katero bomo? Katero boste? Zdaj bomo Srce ne pozabi. Ne? Srce ne pozabi. Evo, in ansambel Simona Gajška. V življenju nas puščica večkrat zadene, kočkrat se prikrade naravno srce. Potem jo metuljčki neso skozi vene in vsaka dobi nepozabno ime. Čeprav gre naprej in le redko ostane in grenka se solza utrne potem in dolgo, predolgo se celijo rane, pa tiho me spremlja povsod, kamor grem. Srce ne pozabi lepih trenutkov, jih vase povabi, čeprav nas skrivaj. Za hip preseli se v čase občutkov in z njimi počeše spomin za nazaj. Je vsaka ljubezen pač morala priti, da tej, ki je zadnja, utrla bi pot. In vsaka po svoje je spletala niti, po srčni gladini kot bila bod. Srce ne pozabi lepih trenutkov, jih vase povabi, čeprav nas skrivaj. Za hip preseli se v čase občutkov in z njimi počeše spomin za nazaj. In z njimi počeše spomin za nazaj. V teh letih ustvarjanja, 15 let je že za njimi, je nastalo oziroma zraslo tudi kar nekaj plodov, če se lahko tako izrazim, kar nekaj CD-jek že imate. CD-jek pa otrok tudi. Pa otrok tudi? Ja. Kaj je najlepše tako, če potegneš črto, ko pogledaš za nazaj? Kaj vse se je spremenilo, kako potem sodeluješ, kako odraščaš, ne nazadnje v ansamblu? Ja, predvsem je zanimivo to, da se čisto učiš, zmeraj je nekaj na novo, nikoli ne priješ do konca. Je pa zanimivo tudi to, da mogoče tisto, kar ti je bilo na začetku, si mislil, da je dober, je bilo za nič. Pa skozi je tak praktično, skozi moraš delati, skozi moraš obnavljati, napredovati, če hočeš, da se kaj zgodi. Zoran, je po vseh teh letih ustvarjanja še potrebna vaja? Ja, seveda. Ja? Vaja je zmeri se učimo, zmeri delamo, zmeri kaj na novo zvemo. Na kak način potekajo vaše vaje? Na kak način? Ja. Ja, pridemo v Šentjur, vaje imamo pri Simonu v Dolih, pridemo na vaje, točno vemo, kaj kateri mora znati, pridemo skupaj, odigramo, še kako napako popravimo in je to to. Kaj pa vino?
Ja, pivo in vino, vsega pomalem. Da ne bo pomote, sprašujem zato, ker je naslov naslednjega komata Ja, polka je kot vino. Polka je kot vino, ja. Kje vse vas lahko v bližnji prihodnosti vidimo, Mojca? Zdaj, če sem čisto odkrita, igramo zelo veliko, zdaj bolj privat fešte, pač poroke, obletnice, tako da Enač pridite tja, pa nas boste videli, ne? Vedno pa dosegljivi tudi za ostale ponudbe. Točno tako. Facebook redno obnavljate, ja, tako tudi spletno stran. Ja, res je. Ja, nič, v imenu vseh gledalcev ekipe se vam zahvaljujem, da ste prišli v naš studio. Hvala, enako. Dajte nam še tole urezati, pa hit nazaj pridite. Bomo. Pa res ne planirate enega koncerta ob tej 15-letnici? Planiramo, res, ampak nihče ne ve. Nihče ne ve, ja, pa smo spet tam. Evo, verjamem, da se bo ansambel Simona Gajška še zadnjim komadom. Vi pa ostanite z nami. Vsi že vejo, da v vasi praznik bo zvečer, naj nocoj bo oproščeno, če bo moten nočni mir. Komaj čakam, da urezal bo polko godec spet in da se z najlepšo punco greva zavrtet. In ko teklo bo od naju, ko pišala bo moč, bova naredila pauzo in odšla spoznavat noč. V mehkih travah si poslala in čakala dan, jaz lovil bom zvok kitare, ko ti bomo vemo dlan. Polka je kot vino, zavore popusti, šteje pa edino, kar se potem zgodi. Ko te z glasom burša, v travah tam nekje, kot pomladna roža, nahrani mi srce. In ko teklo bo od naju, ko pišala bo moč, bova naredila pauzo in odšla spoznavat noč. V mehkih travah si poslala in čakala dan, jaz lovil bom zvok kitare, ko ti bomo vemo dlan. Polka je kot vino, zavore popusti, šteje pa edino, kar se potem zgodi. Ko te z glasom burša, v travah tam nekje, kot pomladna roža, nahrani mi srce. Kot pomladna roža, nahrani mi srce. Čau, fante, kje ste? Kdaj prijete? Kaj pa Mojca? A pride? O, dobro, dobro. No, se vidimo. No, ajde, čau. Čeprav sem revež, rad bi bil s teboj, mogoče le očaram te nocoj, ker na jeziku me veliko je, za mene tepejo se punce vse. A jaz le tebe si želim, da s tabo bicem jutro prebudim. Ti pa fino si dekle, praviš, da ne veš, kako to gre, zato pa danes pridi k meni, da pokažem ti, kako to gre. Bova skupaj vse noči, ja, ja, la tra la li. Zato pa danes pridi k meni, da pokažem ti, kako to gre. Bova skupaj vse noči, ja, ja, la tra la li. Svarijo te, da z mano ni lahko,
da z drugimi mi večkrat je lepo, a jaz obljubim ti, dekle, da le za te bije mi srce, ker jaz le tebe si želim, da s tabo cel jutro prebudim. Ti pa fino si, dekle, praviš, da ne veš, kako to gre, zato pa danes pridi k meni, da pokažem ti, kako to gre. Bova skupaj vse noči, ja, ja, delala, tralala, li. Zato pa danes pridi k meni, da pokažem ti, kako to gre. Bova skupaj vse noči, ja, ja, delala, tralala, li. Zato pa danes pridi k meni, da pokažem ti, kako to gre. Bova skupaj vse noči, ja, ja, delala, tralala, li. Zato pa danes pridi k meni, da pokažem ti, kako to gre. Bova skupaj vse noči, ja, ja, delala, tralala, li. Bova skupaj vse noči, delala, tralala, li. Ansambel Slovenski zvoki znova v naši družbi, sedaj pa je prišel čas, ko bodo zaigrali tisti komad, ki ga mogoče trenutno najbolj poznate z njihove strani. Predstavili so se seveda tudi na Slovenski polki in valčku 2016 in imeli po mnenju mnogih celo najboljši, da ne rečem mogoče tudi zmagovalni valček. Seveda zmagali niso, ampak mnenja se zelo krešejo še sedaj po festivalu. Včasih ljubezen pač mine. Slovenski zvoki. Ki za me le
Je nekako tako, Bojan, v bistvu tale komad je napisala besedilo Vera Šolinc, ti glasbo in aranžma. Veliko pozitivnih odzivov je bilo. Ja, zelo veliko. Res prvo smo oklevali, da mogoče smo že malo prestar ansambl za festival, pa nam ni žal, da smo šli. Ampak je lepo, da se pokažete, če ne drugače, tudi naši mladini, ki zdaj spremlja. Ja, tako, ja, je bilo res veliko nadušenja tudi za to, da smo se mi prijavili. Tako da, fajn, no. Tadeja, o čem razmišljaš, ko poješ? Ja, o čem? O besedilu. Mogla sem se tako prav zamisliti, kako bi res bilo, ne? Če zgubiš nekoga, pa ga imaš rad in tako. In to mi je najbolj pomagalo, da sem se neko doživela. A vedno to počneš? Ne. Pri vseh komadih? Ja, sploh tisti, ko so meni posebej všeč. No. Tam se še mogoče posebej potrudim ali posebej zasanjam, da pa pride ven to, kar pride. Je verjetno prav, da glasba obstaja skupaj z interpretacijo? Sigurno, to mora biti. Bolj kot fajn interpretiraš, bolj fajn komad pride in ljudje začutijo komad in jim je tudi zato verjetno všeč. Tadeja, zdaj pa jaz tebe prosim, da greš tjale k vašem basistu oziroma baritonistu čisto na koncu. Dajemo ti seveda to možnost, ampak vi ničesar ne boste spregovorili. Tekle smo se zmenila. Se veste, igrico si bomo igrali. Imate pripravljeno vprašanje za Tadejo? Ja, zdaj oni so menda pripravljeni, ne? Tamle imaš tiho pomoč Tadeja, ki ne bo spregovorila nič, tako da z njim si pomagaj kakorkoli hočeš. Bojana pa prosim zdaj za prvo vprašanje Tadeja. Ja, glasbeno mora biti, ne? Verjetno. Ja, recimo, da glasbeno. Če pa imaš kaj bolj sočnega za vprašati, pa še z večjim veseljem. Bom kar glasbeno. Jaz bom zdaj vprašal tako, Tadejo, kdo je bil prvi harmonikar pri ansamblu Bratov Avsenik? Ja. Ja, mislim, da je bil to Slavko Avsenik. Odgovor je pravilen. No, kdo bo rekel? A kar sama je povedala. Ja, odgovor je pravilni, ja, tako. To je bil Slavko Avsenik, prvi harmonika pri ansamblu Bratov Avsenik in zadnji. Prvi in zadnji. Evo, tule naslednje vprašanje Tadeja. Ja, vprašanje je toliko, da ne vemo, zdaj kako bi vprašali, ampak Tadeja, recimo... Vse ve. Kdo je bil pa recimo drugi pevec pri ansamblu Avsenik? Drugi pevec, kaj bo rekla Tadeja? Drugi moški vokal. Čakaj, prvi pevec, če je bil Alfi, ne? Drugi je bil Alfi? Ja, no Alfi, ugonila sem Alfi, ne? Prvi odgovor je bil Alfi. Pravilno. Evo, pa se ne moreš. Boste vi postavili eno tako težko? Bom. Bili smo na Polki Valček tretji. Koliko glasov smo dobili za tretje mesto? Tole je pa zdaj uganka. A vi veste, ker jaz ne vem točno. 1079? Ne. Nekaj tazga? Nekaj tazga? Drugi poskus. Sem bila, ne? 1076? Bravo. Se sem jo zdela. Evo, še eno zadnje vprašanje. Pa naj bo eno še navezo z Avsenikom, ker so naši vzorniki seveda. Tudi glasbeno vprašanje. Katero skladbo Avseniki niso posneli in pa prevedli v nemški jezik? To pa še jaz vem. Eno tisto, ki jo tudi mi igramo in prepevamo, v bistvu jaz jo prepevam, Tam, kjer murke cveto. Tam, kjer murke cveto. Super. A ste rekli bolj natančno? A sem jaz to prav slišal? Kak? A ste rekli bolj natančno? A sem prav slišal? Ne, obstaja še kako drugo? Bravo sem rekel. Aha, bravo, Tadeja. 5 za mene. Boštjan mi pa ne sme zastaviti. Boštjan ne, zaradi tega, ker je bil izglasovan za to, da je tvoj bodyguard, če bi slučajno prišlo do kakih izgredov. Si kar dobrega zbral za bodyguarda. Jaz trupim v majhnih stekleničkah, to smo ugotovili na začetku daja in se mi zdi, da je prav, da imaš neko obrambo zraven sebe. Pa ja, sicer ne potrebujem, sem sama dosti žleht. Česa se še posebej veseliš, ko nastopaš s svojimi fanti? Česa? Pa ne reč zdaj publike. Ne, mi se imamo fajn, tudi sami na odru, se zabavamo, se hecamo po svoje, imamo neke svoje fore, da smo vedno super, pa v bistvu imamo fajne komade, to me recimo veseli. Pa to je to. Takole, evo, malo za šalo, malo za res, da malo razbijemo tole resnost oddaje. Če je resno, sami presodite, meni se sploh ne zdi, saj se imamo prav luštno. Slovenski zvoki ostajajo z nami.
navihan fantič je mlad. Urezal sem zrbe piščal in na njo pesmico prigral. Nabiral sem šopke cvetic in rad posnemal prepevanje ptic. Vriskal sem se sredi sončnih nevad, srečen, brezskrben in mlad. So spet pomladi prišle, vodil za roko sem že dekle. Prek tistih zelenih livad, srečen drugače kot takrat. Minulo spet nekaj je let, troje livade uživamo spet. Zvrbe zelene spet režem piščal, sinko bo na njo igral. Ja, slovenski zvok je še vedno v naši družbi, zdaj si bomo privoščili en glasbeni spot, potem pa se poslovimo z vami, seveda ob zadnji dobri glasbi. Enkrat na teden imam svoj večer, ko žena s fanti posti me na pir. Obljubim, da bom ob enih doma, se ona trudi, da nič ne nerga. Če tudi včasih se vrnem na lik, sem pameten in za tri duhovit. Se obrne k steni in modro molči, in včasih dela se, kot da že spi. Kadar svoj prekoračim limit in hočem brez medozorega pit, v žepu pa telefon zazvoni, se vest oglaša, ker ura je že 3. Ker ne odneha, se pač oglasim, naj bo vesela, še vedno živim. Zavrača ona izgovore vse, saj vem, da malo je trde glave. Želja je hujša od domotožja, ženkica draga, v tem je problem. Vse bolj mi zdi se, da volja je Božja. Še en kozarček, da spit, preden grem. Še en kozarček,
Še zadnji komad vam podarjamo iz studia VTV vaše televizije Velenje, sedaj pa še grem enkrat zadnjič tule o tole sredo. Bojan, pripravljate za poletje kaj frišnega, v bistvu ste tako dosti zasedeni, da ali še to sploh mogoče? Ja, ne, pri nam se toliko dogaja, da je tako stalno kaj friškega, na vsakem špili je, ki kaj se kjer spomne, kako naj rečem, bedarijo, ne, tako da je stalno zanimivo. Drugače pa odšpilati te špile, potem v jesen pa posnet še te skladbe do konca, pa CD izdati letos, če bo šlo, če ne, pa mogoče drugo leto. 9. že, ja. Tako, to je to. Ažurni ste na spletnih straneh, tudi na vašem Facebook profilu? Ja, no, nekaj se dogaja, no, koliko pač nam ostane časa, ker Facebook vzame kar veliko časa, ne, tako da, če je kaj časa, pa malo gremo na Facebook tudi, ja. Še vedno pa imate kakšne proste termine potem v prihodnosti, da vas lahko naši gledalci pokličejo in se veselijo z vami na privat feštah? Ja, glede sobot ni prostih, drugače pa ostalo pa še je kak nedelja, kak petek ali pa med tednom tudi, tako da to pa je še, ja. Lepa zahvala vsem, ki ste bili z nami. Verjamem, da pridete čim prej. Če ne ti, ki tako rada prideš, a prideš še naslednji teden? Ja, le nikoli ne veš. Nikoli ne veš. Evo, lepo se imejte, srečno na vaših poteh in srečno na poti, kamorkoli vas že vodi. Hvala lepa tudi vam za povabilo. In lep večer tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci. Lep večer želim seveda tudi posebej moji sovoditeljici Klaudiji, ki bo z vami prihodnji četrtek gostila, ne vem točno katere ansamble, ampak poglejte na našo Facebook stran, kamor vas seveda z veseljem ponovno vabim. Lep večer še naprej in lahko noč. Thank you.